Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni kmetijski oddaji Darovi zemlje. Nahajamo se na posestvu Vidov Breg v Fokovcih, kjer se v osrčju Goričkega vedno znova razvijajo nove zgodbe. V današnji kmetijski oddaji se bomo pogovarjali o dopolnilnih dejavnostih na področju zeliščarstva. V moji družbi tako pozdravljam Jožico Kapun-Maršik, specialistko za zeliščarstvo in pa ekološko kmetovanje iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, in gospod Tanjo Bozeti, lastnico posestva Vidov Breg iz Fokovcev. Gospa Kapun-Maršik, opaziti je, da se vedno več kmetij v zadnjem času odloča za predelovanje zelišč na kmetijah. Prav tako uredba o dopolnilnih dejavnostih določa možnosti in podrobnejše pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na področju zelišč. Pa vseeno bi vas lepo prosila, da nam predstavite področje dopolnilne dejavnosti na področju zeliščarstva. Kot ste rekli, vedno več kmetij se odloča za pridelavo zelišč, ker pa pri nas ni večjih odkupnih centrov, pa male možnosti prodaje surovine, zelišča kot surovine, je tisto, ko se odločiš pridelava v povezavi z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, tisto, kar je ta pravo za ta čas. Se pravi, sam pridelaš, pa sam prodaš in na tak način tudi nekaj več zaslužiš. Sušenje samo zelišč še vedno spada v osnovno kmetijsko dejavnost, predelava zelišč pa spada v dopolnilne dejavnosti. In uredba o dopolnilnih dejavnostih določa oziroma omogoča nekako predelavo na kmetiji, določa skupine in pa vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Se pravi, v skupini predelava osnovnih kmetijskih pridelkov lahko upravljamo predelavo zelišč v marsikaj. Se pravi, imamo možnost predelati v čaje, v alkoholne izvlečke, razne kreme, mazila, kozmetične izdelke, marsikaj. Vendar pa so pogoji taki, da moramo imeti 1 hektar primerljivih površin in pa v tem 1 hektaru primerljivih površin 2 ara zasajene za zelišči. To je osnovni pogoj, da lahko priglasimo sploh kakšnokoli dopolnilno dejavnost. In pri dopolnilni dejavnosti predelave zelišč ni pogoj 50% lastnega izdelka oziroma pridelka, ampak pač lahko, kar nam manjka, dokupimo na lokalnem trgu, se pravi, to je cela Slovenija. In pač izdelujemo lahko tudi eterična olja. Eterična olja pa so lahko, je pogoj, da se jih uporablja samo za zunanjo uporabo. Potem imamo pa še eno skupino dopolnilnih dejavnosti, to je predelava zelišč na tradicionalni način. In tu lahko zelišča, dišavnice, pa tudi razne začimbe pač predelamo tako, kot so jih predelali naši predniki odskozi. In tu pa je poleg tega, ko smo že prej rekli, pogojev, tudi določeno, kaj lahko uporabljamo. Se pravi, določeno je, da lahko uporabljamo razne maščobe, olja, voske, pridelke oziroma pridelke, ki jih rabimo za izdelavo le-teh proizvodov, ki so pridelani pač v Sloveniji, se pravi na našem trgu. Tu lahko izdelujemo tudi razna mila, pralna sredstva na tradicionalni način. Tudi za te je določeno, kaj lahko uporabljamo.
da nimamo kakšnih uvoženih stvari, ne, ker tisto v okviru dopolnilnih dejavnosti ne moremo uporabljati. In to je v bistvu, ja, pol pa imamo še eno dopolnilno dejavnost, ki pa je svetovanje v zvezi z pridelki pa izdelki na kmetiji. In tu imamo možnost svetovanje uporabnikov eteričnih olj. To pa je dopolnilna dejavnost, ki je povezana tudi z izobrazbo, se pravi, svetuje lahko samo tisti, ki ima primerno izobrazbo. Tatjano Buzeti, lastnico Vidovega brega v Fokovcih, smo povprašali o začetkih in o razvoju dopolnilne dejavnosti na področju zelišč vse do danes, o predelavi zelišč ter o načrtih v prihodnje. Gospa Buzeti, na posestvu, torej Vidov breg, tukaj v Fokovcih razvijate vedno nove zgodbe, ki se v okviru vaše dopolnilne dejavnosti na področju zelišč spletajo v nekakšen družinski projekt, ki je prepleten z predelavo, z pridelavo, torej zelišč v čaje, eterična olja in hidrolate. Ob vsem tem pa razvijate tudi še turizem na kmetiji v povezavi z zeliščarstvom. Sem tudi sodijo vaše zeliščne delavnice. Zakaj ste se odločili za tako vrsto dopolnilnih dejavnosti in kdaj ste začeli z dopolnilno dejavnostjo z zelišči in kako je potekal razvoj dejavnosti na področju zeliščarstva? Ja, lepo pozdravljeni na Vidovem bregu. Če pogledam tako malo dlje nazaj, je en velik del moje kariere bil vezan na promocijo zdravja, na zdrav življenjski slog, na razvoj ekološke ponudbe v naši regiji in pa tudi eno osebno, bom rekla, prepričanje, da se celo življenje učimo in da na koncu tisto, kar tudi poskušamo prenesti drugim, jih motivirati, najbolje naredimo z vzgledom. Tako da tam že nekje okrog leta 2015 sem začela razmišljati, da bi sama začela tudi kmetovati. Saj sem zrasla na kmetiji in v tistem času sem bila zaposlena na Ministrstvu za zdravje, kjer je bilo precej stresa in sem večkrat pravila, da zemlja vzame marsikateri stres pa tegobo. In da bi bilo zelo lepo imeti v osrčju nekaj Goričkega en prostor, kjer bi lahko začela pridelovati zelišča. To se je tako postopoma nekako oblikovalo. Je pa res, da v bistvu, ko sem začela iskati prostor, to več ni bilo tako enostavno, čeprav večkrat slišimo in beremo, da se Goričko zarašča, da je ogromno površin z, bom rekla, manj kakovostno kmetijsko zemljo, da se prodajajo hiše z ustreznimi zemljišči. Ampak, ko želiš seveda ti to kupiti, te kar ne čaka, ne? Tako da približno 2 leti smo s partnerjem, bratom, prijatelji debatirali, si ogledovali različne domačije, ker želela sem si pa tudi, da bi v bistvu to zgodbo delala nekje v okolju, kjer je tudi neka kulturna dediščina, ki bi jo bilo smiselno ohraniti in v njo vlagati. Vseeno mislim, da smo tisto, kar v bistvu nesemo naprej in večkrat mi je prav hudo, ko gledam, kako zlahka kakšne zgodbe kar pustimo, da propadejo, ne? In tudi na Goričko ogromno domačij propada iz različnih vzrokov, na koncu koncev tudi zaradi tega, ker lastniki nimajo možnosti, da bi vlagali. Saj je večkrat ceneje zazidati novo zgradbo, kot obnavljati staro, še posebej, če je pa pod spomeniškim varstvom. Kakorkoli že, po nekih 2 letih iskanja, kjer je bilo zelo pomembno, da so tudi kmetijske površine okrog posestva
strnjene in na nek način ločene od ostalih intenzivno kmetijskih površin, kajti vedela sem, da bom sigurno že od začetka šla v ekološko kontrolo in ekološko kmetovanje, ker za pridelavo zelišč si drugega ne predstavljam. Seveda si pa vedno omejen, vkolikor imaš sosede, ki prav tako kmetujejo in imajo svoj poslovni model, in če se ti to nekako križa, je večkrat težavno, tako da je boljše preprečiti, kot pa potem na koncu imeti težave. In tako smo leta 2017 našli to lokacijo, ki je bila skrita in pozabljena, se mi zdi, od ljudi, od še najbližjih sosedov, kajti večkrat sem slišala od vaščanov, ko sem na koncu posestvo kupila, a res, tam je še hiša, še stoji, ne? Otroci mlajši pa o tem posestvu niti niso vedeli, da obstaja, tako da tudi z tega vidika je bil kar izziv, da se neka osnovna infrastruktura tudi vzpostavi, da se doseže neka dostopnost, kajti potem smo leta 2018 začeli s čiščenjem, kajti 20 let naravo, ko ji daš moč, ona po svoje oblikuje prostor, in še danes, ko se pripeljete, vidite ta prečudovit šipek, ki je star več kot 100 let, v okolici okrog pa več ne vidite vseh tistih šipkov in robidovja in zaraščenih površin. Vse jih je še vedno precej začistiti, ampak to je bil prvi zalogaj, katerega smo se mogli lotiti. In v bistvu je tudi svetovanje tako s strani kmetijske svetovalne kot nekaj znancev, da si nabavim koze, ki bodo moje najboljše prijateljice, če se pravilno lotim tega podviga, obrodilo sadove in ni nam bilo potrebno z ne vem koliko buldožerji in bagre na konce posegati v prostor. Normalno, kar nekaj tudi je bilo nujnega, ampak večino smo ščistili z živalmi, ki so še danes na posestvu in v bistvu na nek način vnašajo tudi energijo van. Tako da se je že avtomatsko, ne glede na to, da je bila želja, da gremo v ekološko zeliščarsko kmetijo, pojavila ta, bom rekla, mešana kmetija, kjer imaš živali, ki na koncu koncev prispevajo ne samo k čiščenju, ampak tudi k biodiverziteti na kmetiji, ki ti zagotavljajo en osnovni, bom rekla, tudi kompost, ki ga potem predelujemo. In ne predstavljam si kmetije, da ne bi imeli več drobnice. Na drugi strani smo pa potem leta 2018 zasadili prvič 1000 sadik ameriškega slamnika in nekaj 100 sadik prave jedilne sivke. Kajti kot živilski tehnolog sem nekako se najprej videla v predelavi zelišč v kulinarične izdelke. Čeprav moram priznati, da je glavna motivacija za pridelavo zelišč bil končan tečaj osnovne aromaterapije, kjer sem se spoznala bolj z eteričnimi olji in hidrolati in sem zato tudi zelo hitro nabavila prvi destilator in smo tudi te večje površine sivke in pa vrtnic, ki smo jo sadili potem naslednje leto, začeli tudi destilirati v hidrolate. Danes imamo več kot 30 različnih zelišč. Glede na to, da je meni osebno lažje pripraviti izdelek oziroma narediti predelavo, je seveda temu sledila tudi pridelava in kako smo razvijali linije sirupov, čajev, eteričnih olj s hidrolati, se je potem seveda prilagajala tudi pestrost zelišč na same površinah. Prvo je bil vrt, ki je 30-arski, za vrte v našem kontekstu precej velik, ampak to je zagotovilo prvo maso zelišč za predelavo. In ko smo že razvili nekaj
produktnih linij smo potem začeli dosajevati še na enkrat večji njivi, tako da danes imamo pridelavo na slabem hektarju površine, kar ti v bistvu zagotovi kar zadostno količino za neko resnejšo proizvodnjo. Kajti v Sloveniji smo v bistvu pridelovalci zelišč predragi kot neka osnovna surovinska baza na tem nivoju, ko v bistvu ogromno stvari še delaš ročno. Sigurno je priložnost, da se povečujejo te površine, ampak potem se mora prilagajati tudi pridelava in večino korakov je potrebno na nek način tehnološko prilagoditi in vpeljevati mehanizacijo. Na koliko hektarjih potem pridelujete zelišča in katere izdelke torej predelujete zelišča? Ja, če pogledate cel prostor okrog domačije, je to nekje 8 hektarskih površin, predvsem travniških, kjer ogromno samoniklih zelišč zraste samih. Nabiramo jih zelo malo, večino jo prepustimo naravi, tu in tam predvsem bezeg, rman najdemo in tudi poberemo na travnikih, drugače pa gojimo na slabem hektarju zelišča. Tako bom rekla, res tistih komercialnih, bi rekla, da je 10-12, imamo pa zasejanih na vrtu več kot 30 različnih zelišč, tudi z vidika izobraževanja. Ker, tako kot sem povedala, velik del moje kariere je bila promocija zdravja, zdravega življenjskega sloga in v bistvu tako pridelava in predelava zelišč je zelo lepa osnova za kombiniranje izobraževanj z praktično demonstracijo različnih korakov v tem postopku. Sigurno je za aromaterapevte, tudi za številne, ki se ukvarjajo z kozmetiko, predvsem naravno kozmetiko, zelo interesantno videti postopke destilacije, tudi razlage o kvaliteti hidrolatov, eteričnih olj, kako jih uporabljati. In to je bila tudi podlaga, da smo začeli oblikovati različne delavnice na to temo. Za vse ciljne skupine. Od, bom rekla, vrtčevskih otrok naprej. Seveda pač prilagodiš komunikacijo in nivo detajlov, ko predstavljaš, ko grejo leta navzgor in izkušnje, če tako rečemo, ne. Ampak tudi zelo dobrodošli so nam seniorje naši, aktivni udeleženci različnega vseživljenjskega izobraževanja in tudi ranljive ciljne skupine. V bistvu od vsega začetka na kmetiji razvijamo in vključujemo tako preko Ozare in nekaterih drugih skupin ljudi, ki imajo določene ovire, težave in v bistvu s to fino motoriko dela z zelišči večkrat najdejo tudi določeno sprostitev. Tako da sem zelo hvaležna, da smo našli tako sobivanje, da meni dosti pomagajo in potem lahko ti tudi to nazaj vračaš. Če pogledamo izdelke, je seveda najlažje z največjo dodano vrednostjo prodati doma. In zaradi tega se je nekako sonaravno vzpostavila tudi ta, bom rekla, dejavnost izletniškega turizma oziroma izobraževalnega, ker neko kapaciteto imam že sama. Zelo sem bila pa vesela, da so se tudi sosede, kolegice, znanke odločile, da bi sodelovali na Vidovem bregu, da skupaj oblikujemo različne teme in da vsaka iz svojega področja znanja potem razvija določene zelo praktične delavnice. Jaz osebno največ na področju kulinarike, kolegica, ki je farmacevtka, dosti več na področju kozmetike. In tako smo tudi združili neko lokalno znanje, ki je že v tem okolju. Predvsem pa je
Goričko bogat v zadnje čase tudi z znanji, ki jih prinašajo novi prebivalci oziroma prišleki iz drugih regij. In se tudi zelo radi vključujejo v take iniciative. Tako da moram povedati, da smo zdaj že lepa skupina in enih in drugih. Kaj menite, kaj bi moralo narediti kmetijsko ministrstvo na področju dopolnilnih dejavnosti predelovanja zelišč? Če pogledamo, v Sloveniji nas je večina pridelovalcev in predelovalcev zelišč majhnih. To pomeni, da pridelamo relativno majhne količine, ki jih potem tudi predelamo in prodamo. Vendar se pa vseeno te količine povečujejo in presegajo neke meje, kjer lahko ti to prodaš na domu ali na tržnici. Tako da je v bistvu potrebno razmišljati o novem modelu trženja in tudi organizacije. Tako da danes mislim, da se moramo z ministrstvom res pogovarjati o nekih smernicah in razvoju, ki bo vključeval tako majhne kot velike pridelovalce. In da zato v bistvu nekako moramo zagotavljati na nivoju regij neke predelovalne centre, kamor bi tisti, ki bi želel samo pridelovati, lahko prodal izdelek. Na drugem nivoju pa tisti, ki se želi ukvarjati s predelavo, to tudi predelal, kupil po nekih jasnih standardih in kakovosti. To pomeni, te standarde je pa treba še jasno definirati. Predvsem bo moralo tudi tako ministrstvo kot strokovne službe razmisliti ne samo o podpori strokovni pridelavi, ampak tudi predelavi in trženju. Kajti to so trije ključni segmenti, ki jih na kmetiji moraš v bistvu sam zagotavljati, če si mali ali si veliki. In v bistvu tukaj je pomen povezovanja vseh naših, še posebej manjših pridelovalcev, še toliko pomembnejše. Tako da tudi vsi ti ukrepi, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, so ključni. Tudi v pridelavi in predelavi zelišč, tako kot v drugih sektorjih. Ampak do sedaj mogoče sami pridelovalci in predelovalci nismo bili dovolj glasni, ker ni bilo take potrebe. Danes postajamo vse večji in tudi na tak način v bistvu se krepi sektor, dejavnost in v sodelovanju mislim, da lahko v nekaj letih tudi uspešno vstopamo potem v neke večje komplekse, tako v Sloveniji kot na evropskem tržišču, kajti vsi nam priznavajo, da je kvaliteta slovenskih proizvodov na zelo visokem nivoju. Gospa Buzeti, kakšni so vaši načrti za v prihodnje? V prvi fazi to, da se začnejo implementirati smernice, ki jih je Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije pripravil za ministrstvo na področju pridelave, predelave in trženja zelišč. Drugo, povezovanje med vsaj, bom rekla, 5 do 10, pa ni važno, manjšimi, večjimi pridelovalci, predvsem, ki smo nekako na isti kakovostni ravni. In tretjič, da zgodba na Vidovem bregu postopoma nekako sonaravno raste in da prihaja vse več obiskovalcev, ki ne da samo odnesejo naše produkte, ampak tudi energijo z tega čudovitega brega in vsaj neko novo znanje.